Če bi v Google nesli besedo Puma in pri tem algoritmi ne bi bili obremenjeni s predhodnimi iskanji, bi bili prvi zadetki namenjeni športni znamki Puma. Če bi besedo vpisali neposredno v Wikipedijo, bi se športni znamki pridružila še divja mačka. Če bi pred Pumo dopisali še Ford, pa bi spet dobili 2 zadetka. Prvi bi opisoval Pumo z letnico 1997, drugi pa z 2019. Ja, pred več kot 20 leti so pri Fordu že imeli Pumo. Vsi tisti, ki se je spominjamo, pa se verjetno zavedamo, da je trenutni časi, ko se čisla kakršenkoli križanec, pač niso po godu. Zato je logično, da je nova Puma drugačna. Je manjši križanec, torej jo uvrščamo v razred CUV in ne SUV. No, v slednjem tako ali tako ponavadi najdemo večje avtomobile, ki so ali prestižnejši, ali pa precej bolj okornejši. Vse pa z namenom, da zadovoljijo kar najširši krog kupcev, ki si želijo večje varnosti, boljšega položaja za volanom, večje preglednosti ali pa preprosto želijo tisto, kar si želi sosed. Ja, zgledi vlečejo, pa naj si bodo dobri ali slabi. Pri tem križancev ne označujemo kot nekaj slabega. Se je pa potrebno pri nakupu novega avtomobila vseeno vprašati, ali avto s tako obliko res potrebujemo ali si ga želimo iz kakršnega koli povsem drugega razloga. Saj poznate izgovore. Ko se peljemo na morje, potrebujemo prostor. No pa po zimi, ko gremo smučati, kaj pa vmes? Ampak če imate na vsako zgornje vprašanje bolj površen odgovor, še ne pomeni, da se križancu odrečete. Morda ne bo SUV, bo pa zato CUV. To pomeni, da bo oddaljenost od tal še vedno višja kot pri limuzini ali enoprostorcu. Oblika bo lahko elegantna, kar pa je najbolj pomembno, bo tudi vožnja precej bolj udobna. Nekaj takega so si pri Fordu zamislili s Pumo. Četudi je križanec, je oblika dovolj zanimiva, da zna prepričati tudi čustveno naravnane kupce. Če je tem všeč še dinamična vožnja, pa s Pumo že težko zgrešijo. Tako kot večina Fordovih avtomobilov, tudi Puma z lego na cesti namreč ne razočara. Je pa potrebno vzeti v zakup dejstvo, da je pod motornim pokrovom litrski trivaljnik, ki čudežev seveda ne zmore. 92 kW je dovolj, da avto z mesta do 100 km/h pospeši v nekaj malega več kot 10 sekundah. Največja hitrost pa je 191 km/h. Saj ne, da bi Puma s težo izstopala, a še tako majhni križanci niso najlažji avtomobili. Zato ima trivaljnik s Pumo in njenimi 1300 kg kar precej dela. Sploh, če si želimo dinamično vožnjo. Saj ne, da se motor upira pri ganjanju. Slednje pobira davek predvsem pri porabi goriva. Umerjena, takšna kot je na našem nornem krogu, zahteva 5,5 litrov za 100 prevoženih kilometrov. Dinamična vožnja pa lahko zahteva tudi več kot 8 litrov. V zagovor precej visoki porabi je potrebno še enkrat omeniti podvozje, ki dopušča dinamično, a še vseeno nadzorovano in varno vožnjo. Potem so tu še številni vozni programi, ki poskrbijo tako za varčno kot varno vožnjo, denimo na spolzki podlagi in pa seveda ponujajo največ s programom Sport. Na koncu pa je razpoloženje voznika brez dvoma pozitivno še zaradi samodejnega menjalnika, ki svoje delo opravlja dobro, ne glede na to, ali prestavlja sam ali pa mu pomaga voznik. Če na vse povedano dodamo še nadpovprečno opremljenost, je jasno, zakaj Puma prepriča še tako zahtevnega kupca. Bombončkov v tejle Pumi je čisto preveč, da bi jih našteval. Lahko bi si sposodil stavek in rekel, da ima vse, kar imajo veliki. In pri tem mislim na vse, tudi na ceno. Puma nasploh, tale testna pa še posebej ni za voznike, ki iščejo cenovno ugoden avto. Tega so se pri Fordu zavedali že takrat, ko so jo naredili. Z njo namreč želijo osrečiti tiste kupce, ki vedo, kaj si želijo in želijo to tudi plačati. V zameno pa ti kupci dobijo spodobno opremljen avto že z osnovnim paketom. Ko pa je govora o paketu Vignale, ki prinaša tudi elegantnejšo masko in prednji del avtomobila,
pa govorimo o opremi, ki jo ponavadi naokoli vozijo bistveno dražji in večji avtomobili. Ampak ni vse v velikosti. Nekateri velikih in okornih avtomobilov ne potrebujejo več. Posledično so se pripravljeni odreči dolžini, ne pa opremi. In če pri tem z lahkoto sedajo za volan, lažje izstopajo in sedajo v notranjost, v avtomobilu pa se na vse zadnje dobro počutijo in ta ne razočara niti z lego na cesti, jih konec koncev lahko razumemo, zakaj za takšno Pumo odštejejo neskromnih 30 000 evrov.